primer od teh, kaj ste zameli pogovorov, še posebej, ne vem, presenetil, vam dal misliti, rekli ste, 2 primera sta zagotovo taka, ki bosta, ki si zaslužita to, da najdete rešitev. Ja, no, če se samo na ta, po eni strani se mi najbolj dotaknil neki tisti primer, za katerega nismo pristojni, stiska nekega človeka, ki ga okolica izključuje, se pravi, ki ima težave s sosedi, ta osebna stiska, ki pa dejansko nihče namesto tega človeka ne more rešiti. Ampak to je tisto, kjer v bistvu se začuti nemoč, kjer razen te človeške besede človeku ne more drugače pomagati. Kar se pa ostalih zadev tiče, je pa tako, da bomo odprli zadeve, predvsem na tem področju invalidskega vprašanja, neodgovarjanja centrov za socialno delo. To je tako rak rana našega sistema, ko se enostavno inštitucije ne čutijo dolžne odgovarjati ljudem, pa vendar so, in da morajo ljudje priti potem do varuha, da varuh namesto njih sproži postopek, da vseeno odgovorijo. Mogoče samo tako za primer, zdaj imamo 2 primera, bomo objavili v naslednjih dneh na naši spletni strani, ko je upravna enota pozabila poslati odločbo centra na nek drug organ in zato človek ni dobil odškodnine, ampak je ta pozabljivost trajala 2 leti. Dokler nismo mi vprašali, potem so ugotovili, da dejansko niso poslali, da so pozabili poslati neko odločbo. In to je, v bistvu, to se ne sme dogajati. Drug primer, ki ga moram izpostaviti, da tudi mariborski, pa je, ko je tudi neka inštitucija nekomu pozabila 1 leto poslati neke odločbe. Tako da to so stvari, ki se res ne smejo dogajati in tukaj nam ne pomaga nobena digitalizacija, nobena dobra volja vseh, če se to zgodi, se pravi, meni je to, ne bom rekel, da me pretese, to kar razjezi. To je aroganten odnos do ljudi in to je popolnoma nesprejemljivo. Bomo tudi pogledali z področja deinstitucionalizacije, kar je tudi župan omenjal, področje deinstitucionalizacije, vključevanja tako invalidov kot starejših in drugih ranljivih skupin v lokalno okolje je zelo pomembno. Lokalno okolje je sposobno poskrbeti za svoje prebivalstvo in je voljno poskrbeti. Ni treba, da za vsak problem, ki ga vidimo, iščemo, katera inštitucija ga bo lahko razrešila. Tudi z županom, ko so se pogovarjala, mestna občina Maribor skrbi in je pripravljena poskrbeti za svoje občane. To se pravi, kaj bi mi iskali inštitucije, če imamo tukaj skupnost, ki lahko za to poskrbi. Tako da na področju deinstitucionalizacije mi v letnem poročilu, ki bo išlo zdaj v naslednjih dneh, oziroma bomo ga predali predsednici Državnega zbora, ugotavljamo kršitev konvencije o pravicah invalidov in pa tudi najpomembnejših aktov skrbi za stare, da Slovenija na področju deinstitucionalizacije ni naredila nič.